Pozdravljeni, sem Irina in delam na programu Varni na internetu, kjer sem se v kratkem času srečala s številnimi spletnimi prevarami, ki bi se jim uporabniki lahko izognili, če bi le imeli ustrezno znanje. Na spletni strani varninainternetu.si sicer redno objavljamo aktualne novice in obveščamo o prevarah, zdaj pa smo se odločili posneti še informativni video o varni rabi pametnih telefonov. Pametni telefoni omogočajo veliko več kot zgolj klicanje in pošiljanje SMS sporočil. Z njimi brskamo po spletu, dostopamo do družbenih omrežij, elektronske pošte in mobilne banke, plačujemo, uporabljamo navigacijo in še mnogo več. So pravi računalniki v malem in ravno zato jih moramo tudi ustrezno zaščititi. Osnovno vodilo rokovanja s pametnimi telefoni pravi, da so ti pametni le toliko, kolikor so pametni njihovi uporabniki. Naj vam zato predstavim 3 osnovne ukrepe za zaščito telefona. Prvi ukrep vam je zagotovo poznan še iz časov običajnih mobilnih telefonov. To je uporaba PIN kode za zaklep SIM kartice. Poleg te pa uporabljamo še kodo za zaklep zaslona. Ta je lahko v obliki gesla, vzorca ali prstnega odtisa. Koda, s katero odklepamo naš pametni telefon, predstavlja ključ do vseh podatkov, ki so shranjeni na njem. Zato mora biti ta znana le nam. Ko telefona ne uporabljamo, obvezno zaklenemo zaslon s pritiskom na gumb ob strani. Telefona prav tako nikoli ne posojamo neznancem. Tudi če nekdo trdi, da bo opravil samo en klic, telefona ne posojamo kar tako. Lahko pride do fizične kraje ali druge oblike finančnega oškodovanja, na primer z dragimi klici v tujino. Drugi preventivni ukrep je varnostna kopija podatkov. Na telefonu hranimo različne podatke, od telefonskih številk do fotografij in videoposnetkov. Če telefon izgubimo ali pa se nam ta pokvari, lahko izgubimo tudi vse fotografije, zato je dobro, da sproti kopiramo fotografije na tablico ali računalnik. Če pa nam telefon ukradejo, bomo za prijavo na policiji potrebovali e-mail številko oziroma serijsko številko naprave. Tretji varnostni ukrep je torej, da si e-mail številko zapišemo in shranimo nekam na varno. Najdemo jo lahko na garancijskem listu, škatli od telefona ali tako, da vtipkamo zvezdica lojtra 06 lojtra in pritisnemo na gumb kliči. A če smo še tako previdni in se držimo vseh omenjenih ukrepov, naši pametni telefoni niso imuni na različne poskuse goljufov, ki nas želijo pretentati. Najpogostejša prevara, ko govorimo o pametnih telefonih, je tako imenovani smishing oziroma lažna SMS sporočila, najpogosteje v imenu bank, pošte in dostavnih služb. S temi SMS sporočili nam želijo goljufi ukrasti osebne podatke in podatke za dostop do spletne banke. Sporočila vedno nagovarjajo k hipnemu dejanju. Vedno se mudi, ukrepati moramo takoj, zavajajo nas, da je z našim računom nekaj narobe in podobno. A vse to je laž. Goljufi želijo le preusmeriti našo pozornost in nas vabiti, da kliknemo na povezavo v SMS sporočilu ter vnesemo podatke. Banka, pošta in druge institucije ne bodo nikoli na ta način pozivale k vpisu podatkov za dostop. Kadarkoli prejmete takšno sporočilo, se o njegovi vsebini in verodostojnosti prepričajte pri uradni instituciji. Pa naj bo to banka, pošta, logistično podjetje. Nikoli ne vpisujte gesla. Tudi če vam v sporočilu grozijo. Prav tako v spletno banko vedno vstopajte prek uradne spletne strani banke oziroma aplikacije in ne prek prejetih spletnih povezav v sporočilih. Enako velja v primeru, če vas za geslo prosi nekdo prek telefonskega klica. Svojega gesla nikoli ne posredujte nikomur, tudi če vas lepo prosi ali trdi, da ga nujno potrebuje, da bi vam pomagal. Druga pogosta prevara, s katero goljufi ciljajo na uporabnike pametnih telefonov, pa je vaba v drage SMS klube. Mogoče ste kdaj prejeli obvestilo, da ste bili izžrebani ali da ste zadeli nagrado na nagradni igri, v kateri pa sploh niste sodelovali. Zato, da bi nagrado prejeli, pa morate vpisati svojo telefonsko številko. A nagrade ne boste prejeli, ker gre za prevaro. Z vpisom telefonske številke se včlanite v SMS klub s članarino, ki lahko znaša tudi več 10 evrov mesečno.
In kako se pred tem najlažje zaščititi? Preden kamorkoli vpišete svojo telefonsko številko, vedno preberite drobni tisk in se prepričajte, komu bodo podatki posredovani in ali bodo pri tem nastali dodatni stroški. Če niste prepričani, vedno raje vprašajte bližnje ali prijatelje. Če gre morda za prevaro, pa lahko preverite tudi na spletni strani varninainternetu.si. Za konec nekaj besed namenimo še varni uporabi aplikacij. Na pametnih telefonih namesto programov uporabljamo aplikacije. Tako za branje pošte in novic, kot brskanje po spletu, druženje prek različnih družbenih omrežij in še več. Nekatere aplikacije so na telefonu naložene že, ko telefon kupimo, druge pa lahko naložimo ali kupimo sami. Pri tem je pomembno, da jih vedno nalagamo le iz uradnih aplikacijskih trgovin, kot sta Google Play in App Store, saj le tako vemo, da gre za zaupanja vredne aplikacije. Kako torej ravnati, da bo čim bolj varno? Ne naložite si čisto vsake aplikacije. Premislite, če jo res potrebujete. Ko pa je ne uporabljate več, jo odstranite. Vedno tudi preverite, katera dovoljenja potrebuje. Če zahteva preveč dovoljenj, kot so na primer dostop do kontaktov, kamere, mikrofona in podobno, izberite raje drugo aplikacijo. Če se aplikacija povezuje z internetom, bodite pozorni na stroške. Na to bodite še posebej pozorni v tujini. Redno posodabljajte aplikacije in mobilni telefon, saj s tem odpravljate varnostne luknje. Aplikacije pa, kot rečeno, vedno nalagajte le iz uradnih aplikacijskih trgovin. Če povzamemo. Pametni telefon zaščitimo s kodo za zaklep zaslona, ki je ne delimo z drugimi, zaslon pa zaklenemo vedno, ko telefona ne uporabljamo. Fotografije in druge pomembne podatke s telefona varnostno kopiramo še na tablico ali računalnik. Na varnost hranimo e-mail oziroma serijsko številko naprave, da jo bomo našli, če nam telefon ukradejo in bomo mogli podati prijavo na policijo. Nikoli ne vpisujemo svojega gesla za spletno banko v prijavni obrazec, kamor nas pripelje povezava v SMS sporočilu. Resničnost navedb vedno preverimo pri svoji banki. Nasploh nikomur ne zaupamo gesla za dostop do spletne banke, pa če nas še tako lepo prosi in prepričuje. Nalagamo le aplikacije iz uradnih aplikacijskih trgovin in jih redno posodabljamo. Redno posodabljamo tudi svoj pametni telefon in tako odpravljamo varnostne luknje. In ne nazadnje, če kdaj niste prepričani, ali gre za prevaro, vprašajte. Za več nasvetov o spletni varnosti pa obiščite spletno stran www.varninainternetu.si.